Ja, ljubezen ne morem, ne. To mi kar paše. Slavnikov. Pa Jack Nicholson tudi. Na primer, ne. Ja, točno tako. Bolje ne bo nikoli. Ampak potem sem premišljal naprej, ker ti not pač Dante uporabljaš, nije večje bolečine kot v dnevih bede v srcu nositi srečnih dni spomine, ne. Tako da je knjiga na nek način precej nostalgična, ne. Se ti zdi? Ja, se mi zdi, ampak kljub temu se mi pa noter zdi eno to tvoje dognanje, da bolje ne bo nikoli, se mi zdi tako že napol meniško, ne. Dejansko ti situacija prisilila, da živiš v trenutku. Meniško, ja, lahko bi bila tudi nuda. V samostalni not. Dosti imam 2 kvadratna metra. Za svoje misli, pa za svoje potrebe. In je tudi to. Ampak to, a veš, mnihi desetletja v skalah meditirajo, da se naučijo živeti v trenutku, ne, da niso žrtve preteklosti in prehanja za prihodnostjo, ne. To je lahko en tak pozitiven aspekt tvoje bolezni, glede na to, da si šefici založbe rekla, da boš v bolezni govorila pozitivno. Ja, pa to ne bom. Ne, pardon, nič ne bom njej govorila, ker mi gre na tako da ne bi o tem sploh ne. Ampak kar se tiče menihov, jih spoštujem in verjamem, da bi se tudi sama lahko zaobljubila kakšnemu Bogu ali kaj se. Zaenkrat nisem, ampak morda pa še pride in sem zadovoljna pol in srečna. Mogoče ga najdeš. Zna biti. Tako, da je dober, pa ne vem, skratka, živeti to. Pri vsem skupaj ti pa tako gotovo precej pomaga zajebancija. Ne moram reči za frkancija, ker je to zajebancija. Ja, mi? Ves čas. Ta stavek se mi zdi imeniten. Imela sem rock'n'roll, zdaj imam pa multiplo. Tako nekak, ja. Ne se smejati. Vsi se noben ne smeji, ali se. Skratka, jaz se. Ja, tako nekak je to rata zdaj. Zdaj imam multiplo, prej bil pa rock'n'roll. Ampak je še zmer, veš. Poslušam radio stalno, če je za nič komad ugasnem, če je dober komad povečam, če je dobra spika, ves moderatorjev povečam, da poslušam. Če ne pa misliš, da. Dobro mi je to. O osamljenosti precej govoriš v knjigi. Ja, sama sem pa zelo velik. Zelo velik. To je pač prišlo zdaj drugačen life z boleznijo, ne. Jaz sem prej norela cel dan okrog. Še imela sem otroka mehka, pa služba, pa prijatelje, pa smo okrog hodili, ne. In popoldan, in zvečer, in ponoč. Zdaj pa tega več ni.
whatever. To me zanima, ker ti si se pač gibalo v takih krogih, lahko rečeva, estradno-umetniških, skratka, ki na nek način kljub vsemu ne čislajo in častijo to popolnost, ne, ta kult mladosti, popolnosti. Kako so ti tvoji prijatelji odreagirali na to, da tvoje telo, bom rekel, hira hitreje od njihovega, ne? Ja, ne vem, to moraš njih vprašati. Mislim, rezultat je tak. Nihče skoraj ne pride na obisk. Razen redkih. Imam asistente in to je to. Serge in Jane Birkin. Podobno, ja. Spominjata malo, čeprav Serge ni celo življenje za eno zdržal. On je bil itak nor, no. Ne vem zakaj. Lahko bi. Lahko pa da ni zadnji. Zakaj je bil mož jezen, ko je bral tole biografijo? Ne vem, njega bi mogel vprašati. Jaz se res ne vem. Pa tudi kot glavni lik tvojega življenja se nekam sramežljivo prikrade sem noter. Tako, ni ga preveč. Ja, vse sem pazila. Žal preveč, ne. Itak je prisoten, vse prisoten, no. Non-stop, po dnev, po noč. A veš, tako da... Kaj si cenzuriral? Ne. Ne. Ne bi pustila. Mislim, tudi ni prebral cele, veš. Tako da ga izdam. Je pa par strani prebral in je rekel, jaz ne vem, Barbara, tole, mislim, to pa ne, no. Jaz pa na to ne bom podpisal. Jaz te ne bom volil. Te podpira, ampak volil te pa nam. Je rekel. Ja. Pa niti do poglavja, kjer izdaš, da ti je vsak dan pisal z vojske, ni prišel, ne? Mislim, se je bolj proti koncu. Ne, ni. Čakaj, da pride do tja, ti je res vsak dan pisal z vojske. Vsak dan. Ne se heca. Ne se ne heca. Imam še doma vsa pisma. Če se ti orang zamer, lahko to izdaš v 2 zvezki. Ja, ne nagovari me, no. Nasleden roman na pol napisan že. Ja, o tem sem želel, govoriš o tem erotičnem. Ne govorim o pismih iz JLA. Tako je naslov, že na pol napisan. Ampak ne vem, kdaj ga bom dokončala, ker mi gre počas. Pa pišeš z asistentko, ne? Ja. To mora biti verjetno kar naporno, pa tudi težko. Tako da bi imela nek firewall. Ja, mislim, to je posebno delo, no. Mislim, jaz, če bi bila zdrava, si ne bi nikoli mogla tega predstavljati. Tako da razumem, ne. Skratka, sedi, tle komp. Jaz meditiram, narekujem. Ona pa piše, preden gre na papir, sliši, ne. Ja. In ta, a veš, dotik, da ti daš intimno misel, najprej njej, potem šele na papir. Je kar zoper, si treba navaditi. Ti mora nehati biti narod, tudi če si v besedah zelo intiman, zelo pokvarjen, da to uspeš narekovati, ne. No pa tudi to, kar izrečeš, ni za kakšne katoliške punce čvrste nravine. Ja, ni. Ne, želim se navezati na tvojo erotiko, ne groziš, ne?
tvoj klon je bil čudovit. Zakaj si po vseh teh letih izdala, da si ti Eva, avtorica čudovitega klona? Ja, prej mi je bilo sram. Zdaj pa je več. Zdaj me pa ni več. Kaj če, no, prej sem skrivala, veš, mamica, hčera, še vedno ne. A veš, vse to, no. Zdaj pa me ni več stran. Ja, zdaj že končan. Ok, ni bilo težišče vprašanja, je bilo na tistem bolj pokvarjeno od vsega. Ja, kaj bi rad, da ti razlagam? Ne. Ne bom tega delala, čeprav ni problem. Če asistentki narekujem, lahko tudi te povem. Ampak ne bova stale, a ne. Skratka, bolj pokvarjen od vsega. Ja, mislim, napredujem, no. Napreduješ v tem erotičnem smislu, ker občudujem to tvoje erotično samozavest. Ti so noter v knjigi, pa žal mi je, da si tega citata nisem spisal, sem potem bezlov po vseh teh listih nazaj, pa ga nisem več našel. Ampak bom poskušal tako pogovoriti, tako če bi nekomu v bifeju rekel, da je pa prav sama sebi, da je carica za erotiko. A res, kdaj sem to rekel? Ne, mi ga dobro si pa poznavko poveš, da to ti pa gre, ne? Ja, to mi paše. Paše mi to, ja. A veš, besede se tako, like iz vrteljaka, veš, sam letijo na papir. Ne, da bi jih jaz kaj dost zavirala. Pač zato sem nekako nadarjena, no. Si upam reči. No, si upaš reči. Ja. Upala si reči, to sem želel reči. No, sem zakompliciral. Kakšna razlika med moško in žensko erotiko? Je. Moška je bolj mačistična. Ženska je pa bolj, mislim, vsaj moja, no, bolj udana na nek način. Dana, ja. Kakšna je pa razlika zate med pornografijo pa erotiko? Ja, pornografija je čip, ne. Veš, tukaj se ne rabiš glih ne vem koliko duhovno izražati. Ja. Erotika je bolj, no, malo bolj zahtevna. No, ampak... Imam pa nič proti pornografiji, če to misliš. Ja, ampak v ženskem svetu, zakaj ženske vedno govorijo o erotiki in potem, ko moški prakticiramo pornografijo? Ne vem. Skaj je taka razlika? A se čutite moški bolj malo pederski tipi, če rečete erotika ali kaj? Mogoče. Mogoče. Ne vem, ne razumem, no. Mogoče. Mindfucking je čarobno početje. To skozi lahko teče, če si na to priklopljen, ne.
vsak pogovor, vsaka beseda je lahko mindfucking. Vse. Pa je bolj mindfucking boljši od prakse. Jah, ne ni, ampak jebi ga, jaz zdaj ne moram nikač. Ja, v resnici je, jaz sem o tem veliko premišljal. Zadnjič sem govorila, ne, zakaj ljudje pravzaprav v večini ne prakticirajo svojih erotičnih fantazij. Ne. Kar pomeni, da njihova realnost, ne, ko doma ležejo na tisti svoj Dormejo in Orehovo posteljo na tistih slovenskih spalnicah, da očitno tisto ni tako vznemirljivo, da bi jih zmotivirali do te mere, ne, da se velika večina ljudi, po mojem, zavezuje mindfuckingu bolj kot pa praksi. Ja ne vem, če sploh vejo, kaj pomeni to mindfucking. To je, da fukaš z mislimi, ne. V mislih, kar nič ni telesnega, ne, ampak so samo duhovne pritikline. Kaj sem hotela sploh povedati? Zakaj Slovenci tega ne počnejo, ne? Ja, pa se ne vem, če samo Slovenci. Jaz se tudi ne bi na Slovence naslonila. Čeprav verjetno mlajše generacije so bolj detabuizirane, ali ne? To ja, ampak ne vem, koliko se ti duhovno ukvarjaš z seksom, ne. To mora biti volja. To je del. Orang del. Več, ko se posvečaš z mislimi, več delaš. Pa če resno delo je to, no, to ni hec. To ni hec.